Dober večer vsem zbranim in tistim pred računalniškimi zasloni. Z nami je pisatelj, pesnik in esejist Alojz Ihan, sicer zdravnik, profesor mikrobiologije in imunologije na ljubljanski medicinski fakulteti. Na literarnem večeru, ki poteka pod geslom Dvojni obraz epidemije, bomo govorili o dveh njegovih knjigah, romanu in zbirki Kolumen. Za uvodni nagovor pa prosim Mitjo Čandra, dolgoletnega knjižnega urednika in direktorja založbe Beletrina, kjer Ihanove knjige izhajajo. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, veliko čast in veselje mi je, da lahko danes čestitam doktorju Alojzu Ihanu za njegovo novo knjigo. Želel bi poudariti, da je Lojze eden naših najbolj zvestih avtorjev. Njegov prvi roman je izšel pri Beletrini, mislim, da že, lahko zdaj mirno rečem, skoraj davnega leta 1998. In vesel sem, da danes predstavljamo njegov nov roman. V kratkem pa bomo seveda predstavili tudi zbirko Kolumen. Lojze je izjemen raziskovalec, znanstvenik, zdravnik. Po drugi strani je pa seveda tudi izpostavljen javni intelektualec, da tako rečem. V zadnjih 3 letih, 2 pa pol, seveda izrazito zaradi epidemije, ki nas je doletela, in mislim, da je opravil pomembno nalogo, da je v obdobju negotovosti, številnih dvomov in pravzaprav silnic, ki so nas razločevale, poskušal vnašati neko treznost, zdrav razum in pa zlasti zaupanje v znanost, kar se mi zdi osebno izjemno pomembno. Danes pa se mu pravzaprav seveda poklanjamo kot pisatelju, kot odličnemu umetniku besede, ki je v romanu naredil veliko več, kot zgolj izkoristil svoje znanje o ozadju in mehanizmih, ki so uravnavali družbo v času epidemije, ampak je epidemijo uporabil, da rečem tako, zgolj kot ozadje izrazito človeških dram, ki jih je naslikal z vso živostjo, pretresljivostjo, pa tudi svojevrstno lepoto. Rad bi se zahvalil Cankarjevemu domu, kolegici Barbari Rogel, vsem kolegicam in kolegom z Beletrine, Nini, ki nas bo danes popeljala skozi ta večer, in še enkrat čestital Lojzetu za njegovo posebno karanteno. Hvala lepa. Predstavili bomo torej ta zajeten roman Karantena in knjigo Spominska slika z epidemijo, ki na knjižne police prihaja čez nekaj tednov. Gre za zbirko Kolumen. Na začetku ste mislili napisati samo to knjigo Kolumen. Kako je potem prišlo do romana, gospod Ihan? Torej najprej hvala za tak obisk. Sem res vesel. Torej, kar se pa tega tiče, sva se z Mitjem kot ponavadi za večino mojih knjig, zato tudi zdaj pri Beletrini, vnaprej dogovorila za knjigo. Ker sem pisal o epidemiji, mi je rekel, da se spodobi, da napišem neko knjigo o epidemiji. In meni je bilo najprej precej jasno, kaj bom napisal. Se pravi, jaz tako in tako že 20-30 let objavljam kolumne redno v Delu, pa še na nekih drugih medijih. In seveda sem med epidemijo začel objavljati o epidemiji, se kaj pa naj bi, o čem drugem naj bi pisal, ne? In tako sem na 14 dni pravzaprav delal nekakšen dnevnik te epidemije. Se pravi, tisto, kar sem jaz v tistem trenutku kot mislil o epidemiji, in zasnova knjige je potem te skupinske slike z epidemijo, ki bo išla čez 3 tedne, je enostavna. Narediti dnevnik z datumi objav, potem pa na začetku narediti en del, ki bo opisal z številkami pa grafikoni celotno to dogajanje v 2 letih, se pravi nekakšen post hoc sledilnik, in pa potem na koncu eno moje daljše besedilo kot pogled na celotno epidemijo. To je tista knjiga, ki sem jo imel v planu,
ampak potem me je začelo. Samo še eno podvprašanje. Se pravi, v teh kolumnah ste detektirali in razlagali čas epidemije. Ko pogledate nazaj, koliko ste zgrešili v svojih predvidevanjih? Se pravi, ste zadovoljni s to detekcijo zdaj, recimo nek retroaktiven pogled? Ja, seveda smo ljudje nismo preroki, ampak v osnovi pa sem videl, da sem bil dost zadržan, kar se tiče nekih napovedi, da sem pravzaprav zelo dober. Mislim, jaz sem zelo zadovoljen bil, ko sem to po datumih urejal. Zlasti zadovoljen sem bil z tistim prvim poletjem, v katerem sem res razgrajal, kar se tiče, da vendarle je v Bosni epidemija, da je v Dalmaciji epidemija, pa dajmo zaprt, pa ne se iti takoj na fakultete pa v šole, ker ampak ta moj ljubi Počivalšek, ki sem ga tolikrat je pač smo imeli odprto vse skupaj, meje in to, in potem smo seveda začeli fakultete, ampak po 10 dnevih nas je zasulo. Imeli smo 4000 mrtvih takrat in recimo to je bilo tisto, kar smo tisti, ki smo se malo ukvarjali s stvarmi, nam je bilo totalno jasno, da se bo to zgodilo, ampak in ko zdaj berem te kolumne, recimo ta del napovedi bi bilo boljše, da bi naredili tako, kot smo takrat pridigali nekateri, ne? In nasplošno moram reči, da sem z večino kolumen zelo zadovoljen. Kot zdravnik in pisatelj hkrati, se pravi kot besedni ustvarjalec in medicinski delavec, ugotavljate, da se epidemija hkrati dogaja tudi osebno. In nastal je roman. Ja, se pravi. Kje je bil ta začetni vzgib? Nekako sem si rekel, začetni je to, da epidemija je nekaj takega, kot je bila španska gripa. Trajala 2 leti, potem je izzvenela in potem so jo ljudje pozabili. Tudi ta epidemija je trajala 2 leti in zdaj je v izzvenevanju in čez 1 leto ali pa 2 leti nam te številke sploh ne bodo več nič pomenile, ker te številke so številke. Sej znanost spoštuje dejstva, ampak večini ljudi številke nič ne pomenijo. Zdaj, če hočem nekako ohraniti občutek epidemije, pa obstaja v literaturi sredstvo, ki ohrani čas, in to je roman. Se pravi, edino roman je tisti način, ko bralca potegneš v življenje, mu naslikaš toliko komponent življenja, da začne resnično bralec živeti v romanu, in to daje možnost, da v resnici tudi občuti čas. In zato sem nekako sklenil naslikati tako fresko epidemije. Jaz zelo rad v cerkvah gledam te O freskah bova še kasneje kakšno rekla. In sem potem tisto, kar je bilo prvo, ker sem se že odločil, da se bo moja knjiga kolumen začela z Diamond Princess, ker je bila to dejansko prva kolumna o epidemiji, se je tudi roman začel z Diamond Princess. Preden se dejansko posvetimo romanu, morda še eno vprašanje. Koliko lažji ali težji je bil za vas kot zdravnika romaneskni zamah, glede na to, da roman uokvirja epidemija? To je roman, ki govori o medčloveških odnosih, o zamolčanem, o približevanju, o oddaljevanju, o agoniji neke družine, ampak uokvirja ga epidemija. Koliko težje vam je bilo na ta način pristopiti pisateljsko, glede na to, da poznate stvar epidemij do obisti? Ja, ne bom rekel težje, saj pravzaprav jaz na nek način vedno pišem zato, da si nekaj razjasnim, ne? Se pravi, jaz tudi eseje, jaz nikoli ne pišem esejev zato, da bi nekomu razložil, kaj mislim. Jaz pišem zato, da bi jaz ugotovil,
kaj mislim. Se pravi, vsak stavek, ki ga napišem, jaz seveda lahko v 5 sekundah povem, kaj mislim o Joe Bidenu, ampak to ne mislim jaz, to sem prebral v časopisu. Če bi hotel jaz povedati, kaj mislim o Joe Bidenu, bi rabil 2 uri, da nizam stavek za stavkom in potem bi v resnici vedel, kaj jaz mislim. Zato pišem. Če drugi imajo veselje to brati, v redu, ampak kolumne so za mene. In enako sem se navadil že na fakulteti, da če hočem ugotoviti, kaj jaz čutim do nekega pojava, kaj je moj notranji glas, jaz tega ne vem, sem prebutast, da bi vedel, kaj čutim do nečesa. Jaz to naredim tako, da to sem se navadil že od fakultetnih časov naprej, da začnem sestavljati neko zgodbico, tako je nastal Srebrnik, moja prva pesniška zbirka, in ko sestavim neke prizore, ki se mi pa zdijo, da ob njih se nekaj iz mene pride. Se pravi, ko mi neka zgodbica potegne ven neko zadovoljstvo, neko prepričanje, da sem našel nekaj, takrat pravzaprav dosežem namen. Se pravi, tudi jaz literaturo pišem ne zato, da bi spet svoja čutenja kazal drugim, ampak zato, da najdem svoja čutenja. In to je užitek. In roman sem pisal spet zato, roman je literatura, to je enako kot poezija, ne? Sej bistvo romana je poetičnost, enako kot je poetičnost bistvo vsake poezije. In najti to poetičnost je bil moj namen pri pisanju romana in sem vedel, če bom našel poetičnost v tem romanu, potem bom v resnici opisal tisto, kar čutim do epidemije, in to je samo veselje potem. Se pravi, jaz sem navajen z veseljem tudi garam mal, ampak če vem, da bo to na koncu mi nekaj odkrilo. V nek užitek, ja, ker to najdeš. Se pravi, če hočem vedeti svoje racionalno mnenje, bom pisal kolumne, eseje, če hočem vedeti svoje čutenje, bom pisal poezijo ali pa prozo. Naslovnica, ki jo je oblikovala Tanja Semion, serijo človeških figur, vsako ujeto v nek svoj okvir, lepo pokaže neko poanto romana. Kaj menite? Ja, seveda, sej eden od mojih 3 osnovnih načrtov pri romanu je bil to, da opisujem desetine variant različnih karanten, ki jih imamo ljudje. Se pravi, ne gre samo za to karanteno, ki se je začela takrat, ko so v času kuge, ko so mogle ladje 40 dni biti v pristanišču, zato da se je pokazalo, ali je kuga ali ne, in potem so se lahko odprle. Ljudje imamo ogromno nekih karanten, ko tiščimo neke stvari, za katere vemo, da bodo nekoč morale priti ven, ampak se nam še ne zdi, da je ta prav čas. In to ponavadi ni samo 40 dni, ampak včasih tudi 40 let. In na ta način opisujem to familijo, ne? Se pravi, neka družinska saga, ki sega praktično od druge svetovne vojne do današnjih dni. Primarna karantena te družine se začne med drugo svetovno vojno, ko ded Petra in Andreja, ki sta vpeta v zgodbo, ne, ko se ded skriva pred vpoklicem v italijansko vojsko in začne kopati v kleti luknjo in si zgradi celo stanovanje v podzemlju. Se pravi, je v nekakšni karanteni in to se izkaže še potem, da tudi polk Italijani odidejo. Ostane v karanteni, ki mu je odredila babica. Ostane v karanteni, ker je babica ni več zelo zainteresirana, da bi ded prišel na površje,
ker ima na površju nekaj drugega. In zaradi tega tudi, ko se konča vojna, nekako sugerira dedu, da so še vedno zelo nevarni časi in naj on kar lepo ostane v karanteni. In medtem pa seveda se zgodi tista temeljna travma družine, medtem pa seveda oče Petra in Andreja, medtem pa oče kot zelo otrok praktično nadomesti očeta njegovega, ki je v podzemlju. Tako da imamo en sistem karantene očeta v podzemlju in imamo njegovega sina, ki prehitro odraste in zaradi tega dobi neke atribute prehitrega odraščanja. To pomeni, da postane izjemno samostojen, agilen, postane gradbenik, naredi svoje podjetje, postane uspešen v tem podjetju, ima pa seveda to tudi svojo ceno. Se pravi, cena je, da pravzaprav mora zapreti svoj čustveni svet, ker mora biti močan, in to opisujem z načinom joka. Ni sposoben jokati in to je ves čas, zato s tem jokom pripravljam na koncu tisto katarzo in še več stvari, ampak ne bomo o tem preveč. Prej ste omenili, da se obe knjigi, se pravi ta prihajajoča, ki prihaja na knjižne police čez nekaj tednov, in roman Karantena, nekako začenjata z istim prizorom. Gre za ladjo Diamond Princess, ki jo je izbruh novega koronavirusa čez noč spremenil v, pravite, zaprti zaporniški oddelek pred japonsko obalo. Skratka, koliko močan romaneskni prizor se vam je to zdel, glede na to, da je to praktično, so bile to slike, ki so preplavile medije, ustavile družbo, ustavile svet? Ja, ta slika je, mislim, da ena od tistih impresivnih slik, podobno kot sta dvojčka, ne? Se pravi slika, ki je začetek nekega novega obdobja. Vsi smo to gledali in seveda komentirali in naenkrat je bilo na tej ladji toliko nelogičnosti, za katere nismo vedeli, da bodo potem postale še 100-krat večje. Mi smo mislili, da je problem v ladji, ampak potem so se te nelogičnosti razširile po celem svetu. Kdo je predvideval, da se bodo v današnjem času, ko se nam zdi, da je vse predvidljivo po urniku, da mora biti življenje tako kot načrt potovanja, ko ga dobiš na počitnicah in mora biti prvi dan to, drugi dan to, če je hotelska soba drugačna, kot si predstavljal, se ti zdi, da je nekdo mora biti kriv, ker se ti je zgodila krivica, če je izlet malo drugačen, kot si ga predstavljal, spet greš takoj k odvetniku, pa a ne bi to tožil, ampak potem pa pride neka naravna nesreča, ki niti ni najhujša. V zgodovini so se dogajale veliko hujše stvari, ampak pride taka zadeva in naenkrat se zgodi, da vsi avioni obstanejo, vsa potovanja se ukinejo, industrije obstanejo, družba isteri, začnejo se ljudje med sabo prepirati. Se pravi, relativno mali zunanji vplivi nas lahko, smo tako krhki, popolnoma vržejo nas iz tira. lahko popolnoma vržejo iz tira, ne? V enem od intervjujev ste dejali, da se vam je precej hitro utrnila misel, kot pravite, da bistvo epidemije ni toliko v medicini, kot v pretresu naših življenj, ki se je zgodil zaradi epidemije. Zato pa v bistvu ni boljšega sredstva kot roman. Ja, seveda, in zato sem ta prizor o Diamond Princess takoj dal na neko jadrnico, ki je pač simbol neke intime, ne? Ker sem hotel pisati roman čutenja, ne več tistega spektakla, ki je bil na uni ladji. In tukaj sem potem postavil nekaj jadralcev. Zdaj, ta roman sem pisal pravzaprav 2 poletji, se pravi julij pa avgusta, enkrat pa drugič. Ne? V 2 romanesknih zamahih ste ga napisali precej hitro za tako zajetno romaneskno zgodbo. Ja, ker jaz hitro pišem. Jaz sem dosti rutiniran res v tem in si upam,
začeti pisati Delovo kolumno 2 uri pred deadlineom in me niti najmanj ne skrbi, da bo iz tega kakšna katastrofa. Ne. Včasih tega nisem upal, ne. Ampak desetletja naredijo svoje. No in v to jadrnico potem seveda v tej prvi verziji sem pravzaprav kot glavno osebo postavil. Ostaniva zdaj pri tem romanu, bova potem o predhodnih verzijah. V romanu Karantena pravite, se dogajanje s križarke seveda takoj prestavi na jadrnico, ki je pa simbol intim, in odvrti se zgodba o 3 amaterskih pomorščakih, o radiologu Andreju, njegovem bratu Petru in epidemiologu Egonu. Ja. Kdo dejansko so? Ja, kot rečeno, Egona sem postavil sploh v prvem delu kot nekoga, ki bi bil, Egona sem absolutno rabil kot nekoga, ki preko njega, da se spoznava ozadje epidemije. Se pravi, kdo drug kot epidemiolog lahko mimo grede razkrije bralcu ozadje, brez da bi mu predaval o epidemiji. In Egona in Andreja druži poklic? Ja, Egona in Andreja je združil poklic. Egon je pač radiolog, Andreja radiolog, medtem ko je Egon epidemiolog. In sta se pač na nekem kongresu o prehladnih boleznih našla. Na nek način ga je Andrej opazil zaradi Egonove telesne šibkosti. Egon je imel in prijatelja sta postala, ker mu je razkril. Je pokazal to svojo šibko plat. Ja, mu je razkril, da on pravzaprav nima neke živčno-mišične bolezni, ampak je imel enostavno očeta, ki je bil neuresničen gimnastični reprezentant, in ga je tisti oče potem tako matral z treningi, da je Egon v nekem trenutku ošibel. V nekem trenutku je postal šibek in od takrat naprej je iz močnega fanta postal popolnoma nemočen posameznik. In ravno to je bila moja ideja, da v prvem delu, da pravzaprav dam epidemiologa, ki mu dam neko strašno družbeno moč in hkrati telesno šibkost. In sem se igral v tem kontrastu moč, šibkost. Prva verzija romana je bila pisana pod naslovom Ne moč, moč, ne moč. Ja, v oklepaju ne, moč. Se pravi, in protagonist glavni je bil Egon, epidemiolog, postavljen pa na Madžarsko. Ja, na Madžarsko sem ga pol, takrat, ko sem za beletrino mogel napisati, kaj bo zgodba vsega, ne, sem iz previdnosti dal Egonu možnost, da bo tudi Madžar. In to zato, ker ti težko epidemiologu, težko v Sloveniji epidemiologa postaviš, ki bo bil strašno močen in diktiral vlado in vse, ne. Če točno vemo, da ni bilo tako, ne. Jaz nisem Salman Rushdie, ki bi si dovolil, da konstruira zgodovino, ne glede na to, ali se je zgodilo drugače ali pa tako. Jaz te samozavesti nimam, da bi rekel, saj v resnici je en epidemiolog vodil epidemijo, mi vsi bi pa vedeli, da to ni res. In zaradi tega sem si naredil varnostni scenarij, da bi pravzaprav bil to madžarski epidemiolog in da bi Andrej bil pa itak skozi določen kot nekakšen prijatelj, ki bo samo, ki dokaj neudeleženo poroča o Egonu. Se pravi, da piše dnevnik svojih doživljajev z Egonom, ampak potem se je v drugem poletju to obrnilo. To je bila prva verzija romana zdaj v tej, ki jo pa lahko beremo, je pa Egon, se pravi,
Je pomemben lik, ni pa glavni, sta bolj Andrej in Peter. Ja, drama ni njegova glavna. Tako, Se pravi, tako. drama je od Petra in Andreja. No in tako kot je križarka v realnosti šla v karanteno pred Japonsko, gre pred Rimom v romanu v karanteno tudi vaša romaneskna jadrnica, se pravi Andrejeva romaneskna jadrnica Marisa, ki je bila tretja jadrnica, ki jo je Andrej Kos kupil in ob tem računal, da bo zadnja v njegovem življenju. Prisluhnimo prvemu odlomku v interpretaciji dramskega igralca Marija Dragojeviča, prosim. Vse poti vodijo v Rim. Ko so mornarji na Marisi v začetku marca 2020 pluli proti Rimu, je epidemija, ki se je začela decembra 2019 v kitajskem mestu Wuhan in se februarja 2020 pojavila na ladji Diamond Princess, nenadoma izbruhnila v Italiji. Začela se je v Bergamu ter se nato razširila na celo Lombardijo. Bolezen, ki se je dotedaj zdela kot manjši epidemiološki incident na Kitajskem, je v Lombardiji povzročila umiranje tisočev ljudi. Ves svet so šokirali prizori bolnikov na hodnikih bolnišnic, kjer so se dušili in zaradi pomankanja respiratorjev in postelj za intenzivno nego niso prišli do zdravljenja. Razen morfija, ki je umirajočim olajšal zadnje trenutke, zdravniki niso mogli storiti ničesar. In ne le to, za neznanim virusom so začeli v velikem številu obolevati in umirati tudi zdravniki in negovalci v bolnišnicah in domovih za ostarele. Nihče ni natančno vedel, kako se zaščititi pred njim. Ljudje v bolnišnicah so imeli na voljo le kirurške maske, ampak kmalu je postalo očitno, da ne pomagajo. Zbolevali so tudi zdravniki in negovalci, ki so jih vestno nosili. Potem je osebje bolnišnic po zgledu iz Kitajske začelo nositi zaščitne skafandre, kjer so bili seveda sploh na voljo. V večini bolnišnic in domov za ostarele v marčevskih tednih, ko je bila epidemija v Lombardiji najhujša, jih namreč ni bilo. Smrt je zamahovala z veliko koso. V marsikaterih domovih za ostarele je osebje pobegnilo, bodisi pred boleznijo, bodisi pred odgovornostmi. Bilo je kot v opisih srednjeveških kuk. Starci in starke so se prepuščeni samim sebi dušili v svojih sobah in ponekod niso več dobivali niti obrokov hrane in pijače, niti nege za tiste, ki so bili priklenjeni na postelje. Bilo je, kot bi se začel konec sveta. Mrtve so v Lombardiji že v začetku marca šteli v tisočih in do srede meseca so v Evropi uvedli karanteno za 250 milijonov ljudi. Strašljivi prizori epidemije, ki je kosila po Lombardiji, so v Tirenskem morju razburkali tudi občutke posadke na Marisi. Do takrat jim je na poti iz Marseja šlo gladko kot po olju. Andrej se ni motil glede vremena in jadranja, vse je potekalo mirno in brez zapletov, jadrnica je večino dnevov in noči kar sama sledila začrtani poti na navigacijskem zemljevidu. Imenitno se je znala srečevati tudi z drugimi plovili, najprej zvočni avtomatski signal kapitanu in po njegovi odobritvi še drugemu plovilu, potem pa jasen izogibalni manever. Andrej je le občasno pogledal na računalnik, ali jadrnica deluje kot je treba, in bilo je v resnici izvrstno. Rezali so valove, opazovali morje in uživali v pogledih na čudovite skalnate obale Korzike in Sardinije. Kadar so v morju zagledali delfine, se je Andrej uspel na kljun premca, si zakavljal pas za ograjo in se nato spustil v vodoravno lego, da je lebdel nad bežečo vodno gladino in od zgoraj snemal razigrane delfine, ki so se podili skupaj z jadrnico v pričakovanju priboljškov, na katere jih lahko miselno navadijo sredozemski jadralci. Potem je najlepše posnetke delfinov zlagal v nekajminutne posnetke in jih pošiljal ženi Katji in zlasti 9-letni Tini, ki je bila nora na morske živali in so zato skupaj vedno obredli akvarije v mestih, kjer so se znašli na potovanju. Na vsak posnetek mu je Tina nato odgovarjala s serijskimi vzdihi in srčki, ker so bili delfini zares neverjetno lepi spremljevalci. Mimo slikovitih peklenskih otokov so zapluli v Tirensko morje in usmerili jadrnico naravnost proti Rimu. Nato pa so svetovni splet preplavile novice o širjenju epidemije po celi Lombardiji in Italiji, in Avstriji, in Franciji, Švici, Španiji, Angliji. Od takrat so na mesto sproščenega opazovanja odprtega morja
začeli vsi trije možje na Marisi večino časa gledati vsak v svoj računalnik, ki je vsako uro in vsak dan prinašal nove in čedalje bolj strašljive slike epidemije. Najhuje je bilo Egonu, epidemiolog, ki bi v celi državi znal še največ povedati o epidemiji koronavirusa, je bil zaprt na jadrnici v Tirenskem morju. Nenadoma so njegov poštni predal preplavila elektronska sporočila novinarjev, ki so hoteli vedeti, kaj se pravzaprav dogaja v Italiji in kako verjetno je, da bi epidemija nekaj podobnega povzročila tudi v Sloveniji. Epidemija poveže jadralce v nenavadno sosledje dogodkov, kjer se prepletajo bolezni, poslovne priložnosti, koruptivni posli, človeška toplina, približevanje, pa tudi pogum. Lahko rečemo, da vaši junaki sicer urejajo aktualne družbene, recimo zdravstvene probleme, pravzaprav pa se soočajo z duhovi preteklosti. Seveda. Se pravi, tisti glavni problem, ki ga imata predvsem Andrej pa Peter. Brata, ja. Tisti glavni problem, ki ga postavim kot lok romana, je pravzaprav njuna dementna mama. Ta dementna mama je nekaj let že v domu za ostarele. V dom za ostarele so jo dali zato, ker pravzaprav ni več, ko je opisujem, kako poteka demenca in ko pravzaprav ni več zdržala doma, ko je začela begati od doma. Begala pa je doma zato, ker je bila cerkvena pevka. Torej, celo življenje je bila strastna pevka, vendar je pela izključno v cerkvi, nikoli ni pela doma, ker je bila doma v službi. Zato, ker je v tej družini, ko je bil ta prezgodaj odrasli otrok, se pravi v tej družini je bilo to skrivanje čustev in če jih je zamolčeval oče, je seveda bilo logično, da jih je zamolčevala tudi mama. In mama se je sprostila pravzaprav samo, kadar je pela v cerkvi in zato je začela begati od doma, ko je prišla demenca in ko so jo zaprli v tisto dvorišče, kjer so imeli dve hiši, eno od takrat že od Petra pa njegove žene, drugo je bila stara družinska hiša in takrat se je ona začela počutiti kot ulovljena zver. Se pravi, ona je hotela priti v cerkev, ampak ni pa mogla priti, ker so jo nekako zapirali, ker se je zgubljala in zato je začela propadati in zaradi tega propadanja so ji našli dom za ostarele z kapelo. Zato, da je lahko vsak dan šla v kapelo in pela in takrat se je začelo izboljšati. Se pravi, ona je rabila tisto petje, ki ga pa doma ni mogla narediti. In potem seveda postane dejstvo, da ko začne epidemija kositi po domovih za ostarele, se pravi ta moment je, ki smo ga dobro poznali, takrat začne oče rotiti Andreja pa Petra, da morajo rešiti mamo, ker bo umrla, če bo epidemija zasedla ta dom za ostarele. In potem so seveda začeli organizirati, kako rešiti mamo. Eno nemogočo nalogo. Nemogoče zato, ker prvič nemogoče zato, ker noben ni več imel svojega doma. Včasih je bila to neka trdna familija. V tem trenutku se Peter ločuje od Sinova sta že odrasla. Sinova sta odrasla, Peter se ločuje od Mete, ki pač nekako ni več zadovoljna z družinskim življenjem. Meta je pač nek lik, ki moram reči, da je meni najljubši v romanu. Ravno zato, ker jo najprej opisujem skozi Petrove oči, na ladji že, in skozi Petrove oči je vsa neka
zoprna. Se pravi, zelo živahna ženska se poroči z Petrom, ki je precej pasiven, Ja. tih, zaprt Ja, zelo živahna fant. fizioterapeutka, no? Ampak fizioterapeutka pride v stik s Petrom zato, ker Peter na fakulteti, ko ga oče nekako prisili, da gre na gradbeništvo, ne? Ker oče ima pravzaprav zelo različen odnos do svojih sinov. Andrej je po naravi ekstrovertiran, nekako spreten socialno in zaradi tega. In se uspe očetovi želji, da bi študiral gradbeništvo, upreti Ja, ampak in oče, izbere medicino. ja, ampak oče je skozi projiciral svojega naslednika v Andreja. Zato, ker medtem ko je Peter, Ampak Andrej se je uprl, šel Andrej po se je medicinski uprl, poti. potem pa Peter, ki je bil pa ves čuden, skozi zaprt, avtističen, ki bi se najraje ukvarjal samo z gledanjem zvezd pa z žužki. Ko je Andrej odpovedal, da bo on nasledil gradbeno firmo, je pač mogel Peter. Ga je oče prisilil, ko je rekel ne, da gre v srednjo šolo, ga je poslal na gradbišče delati. Je rekel, če boljš, da greš v šolo, kot da boš delal na gradbišču. To so bile pač očetove Se pa metode. tudi ni veliko upiral Peter. Ne? Ja, Peter je tak tip bil človeka. pasiven. Ga je pravzaprav opisujem ga kot nekoga, ki ga je Andrej na nek način pasivno izkoriščal. Bom rekel, naprimer, postavil, ko so fantje igrali nogomet, je služil Andreju kot golman, ne? Ker je nekdo mogel vedno biti golman, ampak nihče ni rad golman, ker vsak hoče dajati gole, ne pa biti v golu. In je bil Peter pripraven, da igra tisto vlogo pomožno za Andreja. In potem se je ves njun odnos šel v tej smeri. Andrej tisti, ki je na nek način uspešen, Peter tisti, ki je bil nekako skozi v neki lastni karanteni na podstrešju, in s tem sem mačkan delal to neko paralelo med Andrejem kot očetovo projekcijo sebe in pa Petrom, ki je bil pa pravzaprav očetova projekcija svojega očeta. Se pravi, Andrej je ponavljal zgodbo Tega, ki je živel v podzemlju. Ja. In zaradi tega je bil njun odnos na nek način precej neenakopraven, ne? Čeprav sta se na videz skozi dobro razumela, zato ker je imel Andrej skozi zaradi Petrovih samomorov tudi skozi malo slabo vest, da je pravzaprav na nek način je čutil, da Peter plačuje njegovo ceno, ne? Ampak zato je imel tudi nekaj slabe vesti skozi, da ga je na nek način pobratovsko ščitil, ne? Kar pa ne pomeni, da ga ni malo izkoriščal, ker en glavnih motivov, da je Andrej povabil Petra na jadrnico, je to, da je Peter potem, ko se je razsul kot neuspešen študent gradbeništva, uspel v računalniku. Uspel v računalništvu, ja. Potem ga je oče pustil, ga je odpisal, in potem je Peter zašel v nek računalniški servis, In je blestel v računalništvu, seveda, zato ker je. Skratka, veliko denarja je imel in brat ga je povabil, da bi z njim In brat ga je kupil povabil v resnici. A Peter je jadrnico. mislil, da ga hoče terapirati zato, ker se ločuje. Andrej je v bistvu hotel Je bil zvit. Andrej je v bistvu hotel, da mu sofinancira barko in je računal, da itak ne bo dosti na barki, ne? No, v središče ste postavili tega Andreja, inteligentnega, ambicioznega, tudi zvitega moškega, ki se v najstniških letih upre želji svojega očeta in gre namesto gradbeništva študirati medicino, kot smo omenili. Takole pišete. Andrejev oče pravi Andreju: če starši nekaj zgradijo, je naravno, da otroci nadaljujejo. Zakaj bi otrok začel znova in pri dnu? In Andrej ni razumel. Biti zdravnik je dno in oče pravi, bo že še razumel, ko bo prepozno. Ja, to je pač
projekcije tega močnega očeta. Ne? On absolutno je imel, sem ga naredil tako, da je imel, vse mislim, da tudi druge pišem, da on je moral imeti vedno prav, ker je bil naslednik te travme, ki jo on ni razumel kot travma. Ne? On je to razumel kot prednost, da lahko uveljavlja svojo voljo komorkoli, in tudi gradbeništvo je pravzaprav posel, kjer uspevajo ljudje, ki znajo uveljaviti svojo voljo. Če nekdo kontrolira 4-5 gradbišč, ni tukaj parlamentiranja, kje se bo kakšna preklada postavila, ampak je treba narediti to, kar reče tisti. Ne? Vodja, ja. In zaradi tega torej tega očeta po eni strani postavljam kot izjemno močnega, po drugi strani pa tudi kot izjemno nerodnega. To recimo v velikih momentih najdem, ko recimo hoče oče komunicirati s svojima sinovama, v resnici ne zna komunicirati. Ne? V resnici, ko pride, ko ga skrbi za Petra, ko se ločuje in se oče spet ustraši, da bo še tretjič poskusil narediti samomor, kar Petru sicer ne prija sploh na misel, ker je že uspel. Peter si je že zgradil svojo osebnost in sploh, ampak ko oče pride k Petru na tisto podstrešje, pravzaprav ne ve, kaj bi mu rekel. Ve, da bi mu rad pomagal, ampak ne ve, in zato začne se ogledovati v podstrešju in govoriti, kater steber bi bilo treba popraviti, a bilo treba še malo poplesk zrihtati. Se pravi, nimajo besed in tisti sploh, ko jih enkrat Meta Še najbolj zapusti. spretno komunicira soproga Petrova, ta, ki je vam bila, pravite, kot pisatelju najljubša. Ja, zato ker Meta je pravzaprav ima neko, bom rekel, v prvi fazi se zdi, da je neka tečna ženska, ki od Petra zahteva nemogoče. Ne? Ampak to govorim takrat, ko opisuje Meto skozi Petrovo travmo ločitve. Ne? Potem začnemo opisovati Meto skozi Andrejeve oči in Andrej pa že veliko bolj razume Meto, zato ker ve, da je punca v mladosti doživela zlorabe in ve, da je pravzaprav igralka. Metaforično. Se pravi, da ima neskončno željo, da vsem ugaja, da jo vsi imajo radi, in da ko je Meta prišla na nek način rehabilitirati Petra, takrat sta se spoznala, je pravzaprav zelo hitro se potem s Petrom poročila, čeprav nihče ni razumel, neka atraktivna, lepa punca, kaj si zbere nekega čudaka iz postrešja, ampak Meta se je dejansko poročila z družino. Meta je videla tisto na videz trdno gradbeniško družino, ki ima vsako nedeljo svoja kosila, svoje obrede, vse to, kar ona ni imela. In kjer je ona potem blestela. In potem je ona začne blesteti zato, ker v tej gradbeniški družini nihče ne zna govoriti drug z drugim. Potem pride Meta, pravzaprav se začne zgodba te družine. Meta začne, nedeljska kosila postanejo razburljivi dogodki te družine, delajo si načrti, vse to nosi Meta s svojim igralstvom, s svojim prilagajanjem željam drugim. Ne? Ampak potem seveda s časoma Meta, ko uresniči to svoje družinske sanje, potem pa s časoma začne pogrešati moškega. Ona se v bistvu ni poročila s Petrom kot z moškim. In zato naenkrat si začne predstavljati, da bi pa Petra naredila tazga, kot so normalni moški. Da bi hotel na zabave, da bi
da bi delal vse tisto, po čemer je ona sanjala. Se pravi, ona je bila družabna ženska, ona bi rada šla vsak teden dvakrat na neko zabavo s prijatelji. Petra pa ni bilo mogoče prepričati, ker je enostavno najprej se bal družbe, potem je pa začel prezirati njene prijatelje, kajti on je postal uspešen podjetnik, vsi ti njeni prijatelji so bili pa neki ostareli študentje, ki so stalno sanjali v nekih projektih. In jih nikoli uresničili. In jih nikoli uresničili, medtem ko je Peter pa milijone lahko preobračal za nekaj telefonskimi pogovori in to, in se mu je zdelo neumno, če se njegovemu kolegu, ki se mu pokvari tiskarna, če potrebuje Petrovo pomoč, on bo pa šel sanjarati s tistimi Metinimi prijatelji in je potem rekel, ne, glej, ti pa je sama, ne. In potem seveda se začne Meta nekako obsodi, Meta se začne zatekati k knjigam za samopomoč in k psihologom. In potem tudi k enemu drugemu moškemu. Pa da ne bova preveč povedala, prisluhnimo še drugemu odlomku, tudi tokrat ga bo interpretiral dramski igralec Mario Dragojević. Egon se je s prehodom v zrelejša leta začel boleče zavedati, da je zaradi svoje gejevske usode v življenju izgubil veliko dragocenega časa, ki bi ga lahko porabil za druge stvari. Ampak človek je v koži, v kakršno se je pač rodil. V mladosti je videl, da se gej najlažje sprejme, če zanika vzorce in pravila, ustvarjena za vzdrževanje klasičnih družin. Najlažje se je radikalno odtrgati od korenin, prečrtati svoje dotedanje življenje, se odseliti, obleči pisana oblačila in se prepustiti zabavi. Ampak to je beg, žrtvovanje vsega, kar si, zaradi ene same in v življenju niti ne najpomembnejše razlike. Egon zaradi svoje spolne drugačnosti ni želel razbiti vseh svojih družinskih vezi in oditi proč, kjer ga nihče ne bi poznal. Mama je še vedno ostala mama, imel jo je rad in želel ji je biti na voljo kot sin. In sestra je bila še vedno sestra, oče pa še vedno oče, čeprav brezupno ukalupljen, pijanski in duševno poškodovan bivši vojaški častnik. Najlažje se je Egon sporazumeval s sestro Tanjo, ki je bila 2 leti starejša in je ravno doštudirala pravo, ko je prek znancev izvedela za Egonovo spolno usmerjenost. Takrat ga je kar namensko obiskala v stanovanju, ki si ga je delil s fantom, in mu je brez ovinkov povedala, da ima tudi sama nekaj prijateljev, ki so geji, in da se njen odnos do njih po tistem, ko je izvedela, ni nič spremenil. Potem sta se dogovorila, da Tanja po žensko obzirno seznani mamo, učiteljico, ki bo vse skupaj vzela na znanje, ne bo pa tega razglašala okoli in zlasti ne očetu, ki je imel takrat že veliko težav z alkoholom. Z Egonom pa praktično nista imela več priložnosti za resničen očetovsko-sinovski pogovor. Zakaj bi se torej ukvarjali z očetom? Potem je z Marjem prvič v življenju začutil, da sta zakonca, kot nekoč mama in oče, samo boljša od njiju. Egon je bil sicer starejši in po svojem videzu daleč od privlačnega moškega, zato se je občasno počutil kot starejši zakonec z mlajšo in zelo lepo ženo. Včasih ni verjel, da ga je doletela taka sreča, včasih ga je začelo gristi ljubosumje, a potem ga je prevzelo njuno, sproščeno, samoumevno sobivanje. Z Marjem nista bila le ljubimca v spalnici, ampak tudi stara tovariša in rutinirana zakonca, ko je bilo treba poslušati in upoštevati drug drugega, se spoštovati in si zaupati. Egon je po kakšnem letu prvič celo pomislil, da bi se lahko z Marjem poročila in živela kot vsi zakonci, v upanju, da bo trajalo do konca življenja. Pa se je na to vseeno končalo. Telefon je nekaj časa zvonil v prazno in Egon je že pomislil, da se Mario ne bo odzval. Halo, Egon, kje si? O, Mario, v dreku. Imam težave, resne težave. In mu je razložil vse o Marisi in o tem, kako so obtičali pred Rimom. Joj, pri nas je še večji kaos, je rekel Mario. Epidemija je že prišla čez mejo in menja se vlada, zato nihče nima pojma, kaj se bo zgodilo. Kaj menja se vlada? Predsednik vlade je odstopil zaradi političnih driblingov v koaliciji, zdaj je cela zmeda in najbrž se bo vzpostavila nova koalicija. Po vrhu pa še epidemija, nihče ne ve, kako bi se obrnil in odzval.
Namesto da bi pogovor Egonu ulil upanje, da se bo s posredovanjem slovenske oblasti za mornarje na Marisi kaj uredilo, je bilo po pogovoru to le še manjše. Vseeno pa je Mario Egonu obljubil, da bo poskušal urediti, da jih nekako izvlečejo iz situacije. To je bilo edino, kar je Egona zares presenetilo in razveselilo, da Mario ni niti za trenutek okleval, da mu pomaga. Zanimivo je tudi to, da izpostavite, se pravi, Egona kot sicer ne glavnega protagonista, ampak kot pomembnega akterja romana, postavite ga kot homoseksualca in izpostavite to neko veliko socialno mrežo gejevske skupnosti napram drugače usmerjenim ljudem, ki pa pravite se, ko si ustvarijo družino, zaprejo v svoje kokone, v svoje lastne družinske karantene. Ja, saj to mislim, da je splošen. Skratka, in Egon pokliče svojega bivšega ljubimca, Egon pokliče bivšega ljubimca, ki ga je pravzaprav Egon. In on jih reši iz te karantene pred Rimom. Ki ga je pravzaprav Egon na nek način grdo. Zaradi svojega ljubosumja ga je na nek način sklenil končati, ker ni mu mir, seveda. Potem mu Egon v skrajnem obupu telefonira, ker se zaveda, da mora priti v Slovenijo, ker drugače je konec z njegovim poklicem. To mu šef da jasno vedeti. In seveda v tem obupu ga Egon pokliče in je popolnoma presenečen, ker je Mario, ker mu pomaga, ker se zavzame za njega, ga v resnici spravi, razglasi vse tri za državno pomembne osebe, tako da grejo z avionom v Zagreb in od takrat naprej seveda se Egonu prižge lučka upanja, da pa mogoče se bo nekaj obnovilo in Egon na nek način postane tak zaljubljen pubertetnik ponovno. In pravzaprav ne opazi kasnejš, da potem Mario predlaga na nek način Egonu, da bi vklopil Andreja v posel z testiranjem, zaradi tega, ker je Andrej kot zasebnik za zasebno ambulanto, ima pač vsa dovoljenja, tako kot so v resnici delali posel s testiranjem tisti, ki so imeli bodisi zobozdravniki, bodisi dermatologi, bodisi lepotni kirurgi, samo mikrobiologi niso delali testiranja, zato ker smo vsi v državnih službah, pa nimamo svojih firm, medtem ko mislim, da sem glih danes zasledil, da so zobozdravniki delali lansko leto rekordne zaslužke, ampak to ni od zob, to je od testiranja za COVID. In seveda ga Mario na nek način, bom rekel, mu takoj vklopi, da pravzaprav, ker ve, da sta Andrej pa Egon prijatelja, da si zaupata, mu takoj vklopi, da pravzaprav bi lahko z Andrejem naredili nek posel. Potem, ko to predlaga Andreju kasnejš, Andrej seveda reče, da on ima tega svojega dela čez glavo in noče nobenega posla, ampak potem mu Mario nekako razloži, da bo on itak vse organiziral, samo kar rabi so njegovi podpisi pa štemplji. Se pravi, zdaj tudi kot freska nekako odstirate gledalcem, bodočim bralcem, nekateri so že prebrali te meandre vaše romaneskne zgodbe. Pri gradnji prizorov pravite, so vas inspirirale cerkvene freske. Zakaj? Ja, pač rad jih gledam in pri freskah je vedno zanimivo to, da imajo nek centralen prizor, kot je recimo Kristus na križu ali pa vse mogoče, ampak okrog teh centralnih prizorov so neke skupine ljudi, ki nimajo nekega odnosa za tistem, se pravi, oni se med sabo nekaj ukvarjajo, oni imajo neke svoje zgodbe, gledajo drug od drugega, gledajo stran, gledajo neko žival
In to se mi je zdel krasen model za tak roman. Se pravi, na eni strani narediti neko skupinsko fresko, ampak hkrati pa ta človeški vidik dobiti z temi številnimi zgodbami, ki nikoli niso potem samo tiste zgodbe, ki so na freski, ker v tem romanu, če ste sigurno opazili, jaz ne opisujem kaj dosti pokrajin, pa človeka, pa kakšen nos ima, pa kakšne kolena in tako naprej, ampak opisujem ljudi z njihovimi zgodbami, ki jih asocirajo. Se pravi, takoj, ko pride do nekega, ko pridem do nekega prizora, pravzaprav tisti, ki nekaj čuti v tem prizoru, eden od junakov, ne, se takoj asocira iz svoje zgodovine neke druge zgodbe. Tako da, če bi prešteli zgodbe, ki so v tej knjigi, po mojem, bi bilo kar nekaj 100 različnih. Freska je tehnika poslikave stenske slike, ki se izvaja na sveže položen ali pa moker apneni omet. Vi ste roman dejansko pisali v času epidemije, se pravi na sveže položen omet. Ja, kar je bilo nekaj, do česar sem najprej imel malo pomislekov, ker vedno si rečemo, ja, se mora zadeva ulešt, ne. Sam po drugi strani pa pri sebi vem, da jaz strašno hitro pozabljam. Se pravi, sem izjemno se premikam, ko pridem v nov čas, praktično se ne ukvarjam več z preteklostjo. Se pravi, skoraj malo pretirano živim vedno v sedanjosti in sem vedel, da če bo minilo še eno leto, se jaz sploh ne bom več spomnil epidemije. Celo. Ja, ker bom lahko predaval, ker bom imel grafikone, ampak v resnici se bom ukvarjal z neko drugo zadevo. Ne? In zato sem se ravnal po kuj železa, dokler je vroče. Ja. In uspešno ste spisali zajeten, zelo zanimiv roman. Še zadnje vprašanje. V nekem intervjuju ste dejali, da je prednost zdravniškega poklica v tem, da ljudem ob soočenju z njihovimi zares eksistenčnimi težavami popusti volja, da bi o sebi še naprej ustvarjali neke navidezne, retuširane slike, kot jih srečujemo na recimo družabnih omrežjih. Koliko vam to pomaga pri pisateljevanju? S tem se ukvarjate praktično od prvega letnika študija. Če recimo še vašo pesniško pot štejemo v to linijo pisateljevanja. No, seveda, na nek način, jasno, mnoge stvari, ki jih človek doživi, ostanejo. Ne? Zdaj, kaj od tistega, kar ostane, potem pride na dan pri tistem poetičnem vrtanju, ne? Ker bistvo teh zgodbic pa sestavljanja različnih osebnosti je vseeno to neko nek tisk klik, ko nastane, ko konstruiram, kaj bo zdaj, kaj naj naredi, kako naj postavim, recimo, če je Peter tak, kakšen mora biti njegov oče, kako se mora sin obnašati do njega, se pravi, te stvari. In ko postavim neko zgodbo, seveda imam veliko več možnosti, če vem zgodbe, ki se zares dogajajo v življenju. Tako da verjetno je prednost zdravniškega poklica v tem, da je večji nabor teh zgodb, čeprav mislim, da ni to recimo pogoj za to, da je nekdo dober avtor. Jaz mislim, da poetičnost lahko človek najde tudi, če ne pozna nobenega človeka praktično. Na drug način. Hvala lepa. Prosim gledalce, če ima kdo kakšno vprašanje z besedo na dan. Če ne, imamo vprašanje gledalca, ki je vprašanje zastavil v komentarju.
Zanima ga tole. Je v knjigi tudi kakšna beseda o tem, da so bile vse smrti 28 dni po pozitivnem testu zabeležene kot COVID smrti, ne glede na dejanski vzrok, kot je objavil NIJZ? In koliko je bilo teh smrti zaradi drugih vzrokov, ki so jih pripisali COVID-u, za boljšo statistiko? O tem sicer v knjigi ne govorite? Ja, o tem, v romanu ne. V romanu o tem ne govorim, ja. Je pa verjetno o takih stvarih bo mogoče pa fina priložnost, da čez 3 tedne, ko izide skupinska slika z epidemijo, tam pa so noter grafi, tam so noter številke, tam so noter kolumne v končni fazi in tam bi pravzaprav z veseljem razpravljal o takih stvarih. Kar se tega tiče, to je pravzaprav, to so podatki, ki so šli na sledilnik. Eno so podatki, ki grejo na sledilnik, drugo so pa podatki, ki grejo po teh že 100 let starih postopkih, ko se v medicini določa vzrok smrti. To ni eno in isto. Eno je tisto, kar gre na sledilnik, kar je fino za statistiko in tam seveda morajo biti stvari čim bolj enostavne, so mogle biti čim bolj enostavne, zato so določili pozitiven test, smrt, gre na sledilnik. Ampak za posameznega pacienta pa so že 100 let jasna pravila, kdaj, kako se določi neposredni vzrok smrti, kako se določi v resnici vzrok smrti in ta pravila so pa enaka in so ostala in tukaj ni prav nič bilo različno v času covida ali pa pred časom covida. Torej govorimo sam seveda te analize zdravniško ugotovljenih vzrokov smrti. To je pa seveda nekaj, kar ne mora biti od danes do jutri na sledilniku. To so pač ti normalni procesi, ki potekajo v medicini in te analize se potem zbirajo in te analize v resnici pokažejo, kaj je bila epidemija in se pravzaprav ta sledilniški, bom rekel, ugotavljanje, kaj nam je naredila epidemija, to je bilo pač uporabno za neke sprotne namene kontroliranja epidemije. Zaradi tega so jih epidemiologi uporabljali, ker je bila to veliko hitrejša informacija, kot pa čakati na poročila mrliških oglednikov, ki potem ugotavljajo vzroke smrti. Se pravi, vse to boste zvedeli tudi v naslednji knjigi čez nekaj tednov, v skupinski sliki z epidemijo, knjigi Kolumen. Ja, ta knjiga je pa dobesedno zasnovana na ta polemični način. Se pravi, v tej knjigi sem hotel pa najprej polemizirati sam sabo. Zato sem si dal dokumente Kolumen, ki niso spremenjene niti za besedo, ki so datirane in zraven potek epidemije, kot je bil s podatki in to je bila torej v prvi vrsti, spet bom ponovil, v prvi vrsti pišem zato, da polemiziram sam s sabo, da odkrijem, kaj jaz mislim. In seveda z veseljem bi se tazga dogodka udeležil za naslednjo knjigo in govoril o stvarih, ki bodo v skupinski sliki z epidemijo in ki se bodo tikale epidemije. Zaenkrat pa vabljeni k branju Karantene, 5. romana Alojza Ihana, ki govori o medčloveških odnosih in o čisto človeških karantenah. Hvala lepa. Prosim. Torej, še enkrat se zahvalim za takšen obisk. Jaz nisem vajen izražati ganjenosti in ja tudi nikoli ne bom. Bom pa to še dolgo imel v sebi. Prosim, ne odhajajte.
vabljeni v sosednji prostor na pogostitev in pogovor z avtorjem. Še eno mogoče obvestilo. Nina me je prehitela, ker smo vendarle tudi vesele narave in ker je svečan dogodek, vabljeni, da ostanete tukaj, vabljeni seveda tudi, da si kupite knjigo. Lojze bo po mojem podpisal, si bo vzel čas, da podpiše. In pa seveda, da se veselimo umetnosti, ustvarjalnosti in druženja. Hvala vsem, hvala Nina. Rad bi se še posebej zahvalil Tini Vrščaj, urednici knjige, ki sem jo malo nemarno pozabil na začetku povedati in je tudi zelo zaslužna za knjigo, taka kot je. Lojze, tebi bi pa še enkrat čestital. Hvala. To bi pa še rad za Tino, moram reči, da tacega urednika še nisem imel. V resnici se je kar nekaj oseb izoblikovalo v dialogu z Tino. Tina je opazila, da sem kakšne osebe nelogično premalo omenil in sem jih potem seveda dogradil tako, da je bila Tina zadovoljna. In zato se ji res zahvalim za delo, ki ga nisem bil vajen do zdaj, da se nekdo toliko vtika v knjigo. Še nekaj zadnjih besed pred samim zaključkom. Mogoče moje navdušenje nad gospod Tino. Slučajno sva se spoznali in upam, da je to začetek enega sodelovanja tudi v bodoče. V dogovoru s pisateljem in tudi v dogovoru oziroma na predlog predsednika Slovenskega zdravniškega društva, profesor Komadine, vam zdajle najavljam ustanovitev sekcije pri Slovenskem zdravniškem društvu, sekcije za literaturo in medicino. Sekcija, mislim, da je to, da je današnji dogodek primeren, da se to najavi. Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva je sprejel sklep, da se taka sekcija ustanovi in računamo, da se bo to zgodilo v prvi polovici meseca decembra. Upam, da bomo uspeli dogodek pripraviti skupaj v sodelovanju Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije v zdravniški zbornici in da bi takrat po tistem dogodku hkrati bila tudi ustanovna skupščina te sekcije. Sekcija ima veliko agendo, se veste, če se jaz nekje zapičim, pol to, kar gre naprej, ampak en del bo seveda predstavitev oziroma književni umetniški večeri, kot je bil danes tale. Drugi namen je, da bi razvijali narativno medicino, da bi spodbujali tudi zdravnike k pisanju, morda tudi z delavnicami kreativnega pisanja in seveda, da bi se okrepilo sodelovanje z založbami na eni strani in z umetniki, poustvarjalnimi umetniki na drugi. Tako da vas vse prisrčno vabim na dogodek, ki bo objavljen in bo, mislim, da 6. decembra in kasneje tudi, da se priključite delovanju sekcije literatura in medicina. Hvala lepa. Jaz bi samo še to dodal, se opravičujem, ker že tretjič vas morim, ampak vendarle za vas zanimiva informacija, tudi z ozirom, kar je bilo napovedano, že prihodnji teden izide avtobiografija dr. Eldarja Gadžijeva, kajti na Beletrini smo se odločili, da posebno pozornost namenimo tudi zdravnicam, zdravnikom, ljudem, ki prihajajo iz medicinskih krogov in katerih izkušnje so izjemno dragocene in da poskušamo upeljati eno linijo našega programa, ki bi po možnosti vsako leto prinesla vsaj eno delo z tega področja in seveda delo slovenskih zdravnic in zdravnikov. In vabljeni seveda k branju najprej avtobiografske, profesionalne avtobiografije, da jasno povem, dr. Gadžijeva, seveda zelo strastnega človeka, s katerim delo je bilo zelo zanimivo in prijetno in mislim, da bo knjiga zelo zanimiva, ker je
izjemno odkritosrčen. Uvod pa je napisal seveda kdo drug kot Lojze. Ne? Hvala. Hvala lepa in pozdravljeni.